In najnovejša pridobitev je pač ta naše reševalno vozilo, kako bi temu rekel, za male živali. Pač ideja je čist moja in to zaradi enega preprostega razloga. Že med samim študijom sem nekaj let delal v reševalni službi za ljudi in sem non-stop srečeval in se pogovarjal z ljudmi, ki so imeli živali in so vsi govorili, da to gledajo, pa vidijo, pa nimamo to v Sloveniji. Zdaj pač imam možnost imel, pa sem to sprovedel in smo pač nabavili to reševalno vozilo, opremili smo ga za nudenje nujne veterinarske pomoči, imamo kletko za prevoz živali, imamo nosila za prevoz živali. Ta nosila so narejena za sedirane živali, pomeni za živali, ki so globoko v sedaciji, da so mirne, da lahko dobivajo infuzijo in na ta način, da lahko pripeljemo bolno ali poškodovano žival na samo ambulanto. V samem avtomobilu je tudi EKG, imamo puls oksimeter, imamo kisik, imamo vakuumsko blazino za določene poškodbe, reanimacijski set, pomeni, da lahko tudi oživljamo žival, lahko jo intubiramo. To v bistvu vse, kar se dela v humani medicini, smo prinesli v veterinarsko medicino. Sama ponudba ali pa storitev je zdaj bazirana na samo plačniški bazi, pomeni, kdor nas rabi, nas pokliče in pač izstavimo račun in je to. Na idejo za to sem pa tudi prišel, ker imam veliko starejših ljudi, ki pridejo v ambulanto in se vozijo z vlakom, se vozijo z avtobusom, taksi si najemajo, kolege prosijo, da bi pripeljali žival na ambulanto. In zdaj smo pač mi to naredili, lahko jim omogočimo, nas pokličejo, pridemo domov iskati mačko, psa, pripeljemo sem, ga naredimo, kar je potrebno, ali operiramo, ali pregledamo, ali bilo kaj, da potrebuje to našo oskrbo, lahko delamo tudi oskrbo na domu in potem z lastnikom psa, lastnika, peljemo domov. To je v bistvu naše službeno vozilo in lahko se pač na ta način tudi uporablja. To vozilo smo dobili z enim sponzorstvom, da smo dali tam cirka 6-7 tisoč evrov brez opreme. Sami ste imeli to ekonomije, še ostalo so rado sponzorji. Imamo sponzorja, ja, ko nam je pomagal za nakup. Celo tam okrog 10-11 tisoč evrov. Brez opreme. Z opremo, da. Ja. Prevoz se še dogovarjamo, kak bomo naredili. Mislim, da bomo naredili rajonsko. Zdaj še točno, da vam ceno povemo, ne morem, ampak bomo glede na to, kak bo odziv, kak bo v funkciji avto, bomo tudi nekako ceno prilagodili temu. Ne bomo zdaj poredni kilometrini, porednih, ne vem kaj, mislim, da to ni smotrno, neko pavšalno vrednost bomo dali, pač prevoz se bo, če bo stranka šla k nam, da bo pripeljala psa, mačko k nam v oskrbo, ali pa na operacijo, ali bilo kaj, bomo nekako probali vse skupaj vključiti v te stroške samega operativnega posega, samih pregledov v tem smislu, da bomo to naredili, da ne bomo zdaj računali več prevoz, rečemo, ko pa samo zdravljenje, to ne bo. To v bistvu je pač avto za prevoz, za neko dobro volo ali pa ne vem, v tem smislu, ker samo, da bi sam služil s tem avtom, mislim, da to ne bo. To je pač tukaj, da vidijo, da smo, da obstajamo, da delamo, da hočemo nekaj novega ponuditi, da smo pripravljeni nekaj novega delati in da naredimo nekaj novega. Samo zaradi tega je tudi na tak način je to zastavljeno vse skupaj. Malo socialnega čuta tudi moramo imeti, zdaj, da bomo vlekli zadnje evre iz denarnice, je to brez veze. To jaz nisem pristaš tega in tudi ne zagovarjam to. Me tudi moji ljudje, ki hodijo k meni v ambulanto, vejo, da nisem tak in tudi me poznajo. In
pač na tak način bomo mi tudi to delali, ne. Odločitev, vse te prenove, nakupa vozila, tudi dejstvo, da dejansko zavetišče Zonzani spada v Šentjursko občino, ali nimate nič veliko s tem, ker tam imajo pogodbo z drugim veterinarjem? Ja, mi smo včasih imeli z zavetiščem Zonzani pogodbo, potem je on zaposlil novega veterinarja, svojega veterinarja je zdaj to pač to, meni to nič ne pride v poštev. Glejte, meni se stalež, rečemo govedi, mi je že zdaj gledamo od leta 81 do zdaj je cirka razlike 500 do 1000, konstantno. Meni pada stalež kmetij, pomeni, da se mi majhne kmetije zapirajo. Majhne kmetije pa pomeni, da so ljudje imeli radi živali. Jaz vedno to poudarjam. On je imel rad kravo, on je imel rad konja, on je imel rad prašiča, zdaj pa nimajo več. Zdaj gledajo kot na gospodarsko žival, ne gledajo kot na osnovni vir preživetja in na ta način. In zdaj, ko pada stalež, rečemo, ali pa ko pada število kmetij, se znižuje, se povečuje tudi odnos do malih živali, ker ti ljudje potem zapirajo štale, si vzamejo psa, mačko, kanarčke, ne vem kaj, še vse in potem na ta način neko ljubezen do živali, ki jo imajo, potem spet so si nekaj nabavili, imajo spet skrb, imajo spet neke skrbi in na ta način potem se dviguje stalež malih živali, ne. Rečemo, odprtih je nekaj ambulant na novo v naši šentjurski ali pa v celjski regiji, ne. Meni se pa stalež psov ali pa cepljenje psov proti steklini, tu najbolj veš, koliko si približno na trgu, ne, se mi povečuje, ne. Pomeni, da sem zdaj do konca oktobra sem cepil več psov ko lansko leto, celo leto, ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da sam na boljš gre, ne, da ne gre na slabš, čeprav so se dve ambulante odprle na nov, ne. V tem je zdaj poanta tega. Zdaj pač mi smo rekli, mi bomo pač bolnica, smo tule edina bolnica, poleg kolega, ki ga tako poznate, v Šoštanju, smo pa rekli, zakaj pa ne bi mi bili tukaj v centru Šentjurja, pa bomo mi bolnica, prostore imamo, kader imamo, znamo dost, pa ponudbo smo razširili, nima dobeden te ponudbe, pač delamo na tak način, ne.